No, lepo pozdravljeni spet. Vas Limeta zelo lepo pozdravlja. Danes bomo govorili o angleškem jeziku in predstavila vam bom seminar angleške slovnice in uporabe angleškega jezika pri sestavi poslovnih dopisov. Še malo čakamo, da se zberemo. Zdravo, Martina, pozdravljena. Veseli me, da spet poslušate naše seminarje. Pozdravljena tudi Kornelija. No, vidim, da se kar že lepo pridno zbirate, da vas ni odgnala angleščina in da bomo skupaj poskušali tudi malo razglabljati o slovnici, ki ni naš materni jezik. No, vidim, da se vas je že kar veliko zbralo, da imam že kar dosti poslušalcev in da verjetno vi vsi nestrpno čakate na nove informacije, zato bomo kar počasi začeli, pa če bo kdo skočil noter, bodo seveda ti videi na voljo tudi na našem multimedijskem portalu na YouTubu. Se pravi, bomo kar začeli in tako bi vam rada izrekla dobrodošlico v 4. seminarju podjetja Limeta. Danes se bomo ukvarjali z angleškim jezikom in pogovarjali se bomo o osnovah slovnice, ponovili bomo nekatere osnove, govorili bomo o tem, kako lahko sestavimo poslovne dopise in spregovorili bomo tudi o nekaterih pogostih napakah, ki se pri uporabi jezika pojavljajo. Danes bomo v tem 30-minutnem seminarju, se pravi, poskušali obnoviti svoje znanje in izpopolniti svoje znanje, praktično znanje angleščine. Da se vam zdaj še tudi jaz predstavim, ker do zdaj vas je vodila skozi slovensko slovnico Ana. Moje ime je Maja, jaz sem magistrica prevajalstva in angleške književnosti, zato vam bom danes tudi predstavila angleško književnost in uporabo angleškega jezika v praktični uporabi. Seveda je zdaj ta čuden korona čas idealna priložnost za te, ki lahko to izkoristimo, izkoristimo za samorast in za izpopolnjevanje svojega znanja. In zato smo se tudi v podjetju Limeta odločili, da vas pri tem izpopolnjevanju podpremo in smo za vas pripravili te 4 slovnične seminarje, jezikovne seminarje in danes bomo opravili tudi 4. seminar in se poglobili v angleško slovnico. No, kaj pa sploh delam, da vam pa še na hitro predstavim Limeto. V Limeti se ukvarjamo predvsem z prevodi na ključ in omogočamo vam prevode besedil. Zdaj pa gre. Se opravičujem, malo so bile tehnične težave, pa so mi seveda moji fantje tukaj pomagali. No, v glavnem v Limeti se ukvarjamo predvsem z prevodi na ključ, prevajamo veliko število različnih dokumentov in besedil in se seveda veselimo vsakič, ko dobimo kaj novega, pri čemer lahko uporabljamo svoje jezikovna znanja in se tudi sami nekaj naučimo. Ob tem pa imamo na razpolago tudi jezikovne delavnice in pa ukvarjamo se tudi s pisanjem različnih jezikovnih besedil. No, pa začnimo sedaj z
samo slovnico in vprašanjem sploh, zakaj je pomembno, da se ukvarjamo z angleško slovnico. Saj to ni naš materni jezik in vsi tisti, ki znamo angleško, že znamo dovolj, da se lahko normalno pogovarjamo in da nas naši sogovorci razumejo. Vendar pa, če poznamo angleški jezik, to še ne pomeni, da ga poznamo dovolj dobro in naše znanje lahko vedno izpopolnimo. In hkrati, če poznamo nekakšne osnove in obvladamo te osnove, lahko te osnove tudi nadgrajujemo in z njimi tvorimo še tako kompleksna besedila in se tako znajdemo v vsaki situaciji. Ob tem bi rada omenila citat znane angleške pisateljice in esejistke Joan Didion, ki je prav v ta namen napisala citat, ki ga sedaj malo povzemam. Grammar is a piano I play by the ear. All I know about grammar is its power. Se pravi, slovnica je klavir, ki ga igram po posluhu. Vse, kar vemo v slovnici je, da ima moč. Se pravi, če mi obvladamo te osnove slovnice, če se mi zavedamo pomena jezika, potem lahko ta jezik, naše znanje spreminjamo in ga uporabimo v vsaki situaciji in ga prilagodimo vsaki situaciji, v kateri se znajdemo. No, da pa zdaj ne bom samo delala reklame za ta seminar, se pa bomo kar takoj spravili na delo in začeli z najbolj tisto osnovo angleškega jezika, ki vas bo mogoče v tem primeru najbolj potrla, saj ste v Anini delavnici slišali, da v slovenščini obstaja en pravopis slovenskega jezika, ki je naše vodilo pri uporabi jezika, na katerega se lahko v vsaki situaciji obrnemo, če se znajdemo v zagati ali če ne vemo, kako bi ravnali. Angleščina žal takšnega enega normativnega besedila nima. Še posebej zaradi tega, ker angleščino ne govori samo 2 milijona govorcev, tako kot v slovenščini, ampak več kot 1,5 milijona ljudi, ki niso vedno materni govorci oziroma ki so si prilagodili angleščino. Zato obstaja tudi seveda več različnih pravopisov angleškega jezika in več različnih različic jezika. Med temi so najbolj pomembne oziroma najbolj uporabljena britanska angleščina, ki jo uporabljajo seveda v Veliki Britaniji, in pa ameriška angleščina. Obstajajo pa seveda še druge variante, različice angleškega jezika. No, izpostavila sem te dve najbolj pogosti različici, med katerima sta britanska in ameriška angleščina, in prva stvar, ki je pri njima se najbolj razlikuje, je seveda zapis posameznih besed. Vse, kot lahko vidimo v spodnji preglednici, se nekatere besede, popolnoma enake besede, v obeh različicah zapisujejo drugače, kar vidimo recimo pri zadnjem primeru, pri besedi behavior, obnašanje. V britanski angleščini se napiše beseda z OU, se pravi behavior, medtem ko se v ameriški angleščini napiše preprosto behavior, samo z O. No, taka razlika tudi materne govorce ne bo preveč zmotila in ni tako zelo bistvenega pomena, za katero različico se odločite. Je pa dobro, da ste v svojih besedilih konsistentni, se pravi, da uporabljate samo eno ali drugo različico. Recimo v podjetju Limeta smo se odločili, da za vse naše prevode uporabljamo britansko angleščino, saj tako zagotovimo, da so naši prevodi, naša besedila konsistentni, hkrati pa tudi, da vsi imamo nekakšno vodilo, po katerem se ravnamo in tako ohranjamo konsistentnost besedil. Zdi se vam mogoče, da sta te dve različici, da je govor o teh različicah angleškega jezika prav nepomemben pri pisanju, pri vsakodnevnem pogovoru, vendar vam lahko kar na naslednjem diapozitivu pokažem največjo nevarnost pri uporabi angleškega jezika brez zavedanja za različice jezika. No, pri britanski angleščini, ko govorimo o zapisovanju datumov, se takoj spotaknemo na različice. V britanski angleščini
se datum zapisuje enako, kot ga zapisujemo v Sloveniji in v Evropi, se pravi, najprej je zapisan dan, nato mesec, nato leto, se pravi, kot vidimo v prvem primeru, 6th of December 2012. V ameriški angleščini pa žal vrstni red zamenjajo in tako najprej navedejo mesec, nato dan in šele nato leto. Če mesec izpišemo z besedo, seveda takšna težava ni tako moteča in ne bo povzročala težav. Vendar pa, če uporabimo samo zapis s številkami, kot ga vidimo lahko v drugi preglednici, v drugem stolpcu, pa vidimo, da lahko nastanejo velike težave, še posebej, če evropski bralec vidi drugi zapis, se pravi 12.06.2012, lahko seveda po svojih osebnih izkušnjah domneva, da gre za datum 12.06.2012. In v tem primeru, še posebej v kakšni poslovni komunikaciji, kjer govorimo o sestankih ali pa dobavi materijala, lahko iz osebnih izkušenj povem, da to lahko zelo škoduje podjetju ali pa tudi osebnemu ugledu, takšna zamenjava. Zato seveda v vsakem primeru je bolje, da se datum izpiše in tako sledimo prvemu primeru, kjer pa vidimo, da v britanski angleščini je zapis takšen, da v samem zapisu ni nobenih ločil, se pravi, zapišemo dan z šestko, izpišemo številko, nato izpišemo mesec z veliko začetnico in nato zapišemo leto. V ameriški angleščini pa najprej zapišemo mesec, kot sem že rekla, nato za številko napišemo dan, naredimo vejico in šele nato zapišemo leto. Kot pa vidite v drugem primeru, pa lahko datum zapišemo z številkami in te številke ločimo z poševnicami. Možen pa je seveda tudi zapis s pikami ali pa celo s presledki med posameznimi številkami, vendar pa ti zapisi niso tako pregledni. Angleščina je bolj dopustljiva, kaj se tega tiče, zato lahko uporabljamo tudi številke nič in tako se izognemo ponarejanju ali pa kaj takšnega. Vendar pa prav tako bi opozorila, da pri kakršenkoli zapis se odločite, da boste uporabljali, da morate pri tem biti konsistentni in je dobro, če ta zapis datuma uredite v nekakšne smernice za vaše podjetje, saj boste tako zagotovili, da bodo zapisi vedno sledili enakemu postopku in bojo tako konsistentni. No, ker pa govorim dosti o poslovni komunikaciji, pa bi vas rada opozorila na zapise tudi, ko pred datum zapišemo dan ali mesto, kar je recimo v kakšnih pogodbah, poslovnih dopisih ali pa življenjepisih se včasih uporablja. No, če pa uporabimo takšen zapis, je pa za zapisom dneva ali pa kraja vedno vejica, nato pa v britanski angleščini napišemo normalno 15 s številko, izpišemo mesec in zapišemo letnico. V nadaljevanju bom večinoma govorila o britanski angleščini in se navezovala na britansko angleščino, zato da bomo malo bolj skrajšali ta seminar in bo bolj tudi pregledno, o čem govorim. Če pa vas zanimajo kakšne druge različice ali pa imate kakšnakoli vprašanja, pa jih seveda lahko postavite in bom med prezentacijo tudi na njih odgovorila, tako kot je to delala Ana. No, ker smo pa že pri številkah, pa se pomudimo tudi pri zapisu ure. V angleščini se uporablja 12-urni sistem, ne 24-urni, tako kot pri nas. In zapisuje se, in zato pa so ob navedbi časa tudi pomožne besede PM, AM. PM pomeni post meridian, se pravi po opoldnevu in nakazuje čas po opoldnevu, se pravi po 12. uri.
AM nakazuje čas antemeridian, se pravi čas pred opoldnevom in se uporablja za jutranji čas. Se pravi, če hočemo povedati, da se bo sestanek odvijal ob 14:00, uporabimo zapis, ki ga vidimo na prvem primeru. The meeting took place at 2 p.m. Seveda, če pa se hočemo izogniti zamenjavam ali pa nejasnostim, oziroma če želimo govoriti v času, ki ni točna ura ali pa polovična ura, recimo 14:25, pa je bolje v tem primeru uporabiti 24-urni zapis, ki ga vidite v drugem primeru. The meeting will take place at 14:25 in pa med številke za uro in številke za minute naredimo dvopičje, postavimo dvopičje. Napačna uporaba takšnega zapisa pa je prikazana v tretjem primeru. The meeting took place at 2 p.m. o'clock, se pravi, kjer je dobesedno prisotna redundanca, saj lahko povemo, da se bo sestanek začel ob 2 popoldne. Saj ob 2 popoldne z recimo zapisom The meeting took place at 2 p.m. ali pa at 2 o'clock. Ampak vendar pa, če uporabimo zapis 2 p.m., je jasno, da se bo sestanek odvijal ob 2 popoldne, medtem ko samo o'clock ni zadostna navedba, zato je pomembno, da uporabimo ali pomožne oznake, kot je PM, AM, ali pa uporabimo 24-urni zapis. No, kot je pa vas obvestila že Ana med svojo prezentacijo, je pa pomišljaj tudi zelo pomembno ločilo, ki ga lahko uporabljamo ki je pomembno za naše jezikovno znanje. Tako lahko recimo časovne razpone ali pa razpone tudi merskih enot ali datumov označujemo z pomišljajem. Kot recimo vidimo v zadnjem primeru, the conference will be held on 30th of June to 2nd of July on Hilton Head Island. Se pravi, v tem primeru lahko namesto tega zadnjega lahko označimo trajanje od 30. junija do 2. julija z pomišljajem in tako nakazujemo ta razpon. Pa še nismo gotovi z številkami in to obljubim, da so zadnje omembe številk, ker bomo govorili tudi o tem, kako se zapisujejo merske enote. Kot vam je Ana povedala, se v slovenščini med številko in mersko enoto je treba postaviti nedeljiv presledek. Se pravi, mora biti med številko in mersko enoto presledek, ki ga je treba postaviti med ta dva zapisa. V angleščini tega presledka ni potrebno dati oziroma ni pravilen, zato se številke in merske enote pišejo vedno skupaj. No, pa da obnovimo še hitro vaše včerajšnje pridobljeno znanje, kako se naredi tale nedeljiv presledek na tipkovnici, preprosto s sočasnim pritiskom na tipke Ctrl, Shift in presledek. Zdaj, ko smo obnovili to znanje, pa se lahko pomaknemo nazaj na prvi primer, kjer imam tudi primer zapisa valute, se pravi v tem primeru evro, ki pa se nahaja na levi strani številke, se pravi zapis evro. Če valuto izpišemo z uveljavljeno kratico EUR, je med kratico in številko presledek, medtem ko če uporabimo simbol za evro, tega presledka ni in simbol za evro stoji na levi strani tik ob številki. Še zadnja stvar, na katero moramo paziti pri zapisu merskih enot, pa je tudi, se spet navezujem na te različice angleškega jezika, se pravi, v britanski angleščini večinoma uporabljajo metrični sistem, tako kot pri nas v Evropi, in uporabljajo, se pravi, zapis kot je 3 metre.
Medtem ko v ameriški angleščini še uporabljajo svoj sistem za merjenje in uporabljajo tako palce, noge in prste za merjenje. In v kakšnem poslovni dokumentaciji ali pa tudi kakšnih navodilih za uporabo ali pa kaj takega morate žal paziti oziroma ste primorani včasih tudi pretvoriti kakšen zapis, da bo razumljiv. Ko pa govorim o številkah, pa ne govorimo seveda samo o posameznih zapisih, ampak tudi lahko se navezujemo na zapise, uporabo številk in merskih enot v samem besedilu. Slovnično zelo nepriporočljivo je začeti stavek z navedbo številke ali merske enote. Tako kot vidimo v prvem rdečo označenem primeru, 55 million euro of the total was spent on. No, v takem primeru seveda se navezujem nazaj na svojo prvo idejo, da je slovnica, da poznavanje slovnice nam pomaga pri tem, da se slovnico lahko tudi igramo. Tako lahko uporabimo svoje znanje, svoje poznavanje jezika, da stavek obrnemo in ga slogovno prilagodimo in ga slogovno lepše pripravimo tako, da lahko rečemo of the total 55 million euro was spent. Se pravi, od skupnega zneska 55 milijonov evrov smo porabili za. Vendar pa, ker angleška slovnica ni tako preprosta, obstaja tudi ena izjema in to je zapis odstotkov. Če zapisujemo stavke z odstotki, se ti stavki lahko začnejo z navedbo odstotkov. Se pravi, kot vidimo v tem zadnjem primeru, 35% of the funds. 32% od zneska je bilo. Pri tem lahko uporabimo znak za odstotek, ki po slovničnih pravilih stoji ob številki. Lahko pa besedo odstotek tudi izpišemo. Kot vidite v tem čisto zadnjem primeru, lahko napišemo 25% ali pa 25 z simbolom. V britanski angleščini je beseda percent ločena, se pravi, napišemo dve ločeni besedi, percent, ki izvirata iz latinščine in pomenita dobesedno delež stotine. V ameriški angleščini in tudi večini drugih različic angleščine, ki so nekoliko že ločene od svojih latinskih korenin, pa je beseda odstotek samo ena beseda, se pravi beseda percent. Sedaj pa, ker smo zaključili ta številčni, teoretični del moje prezentacije, se bom malo pomudila v komentarjih in pogledala, če imamo že kakšno vprašanje, pa vidim, da je že kar. Recimo Mateja sprašuje, kako je zapisom first, second v datumu, se uporablja ali ne več. Ne, v takem zapisu potem ni navada, da se uporabljajo te okrajšave first, second, sixth. Dovolj je, da se navede enostavno številka, nato se izpiše mesec in nato leto. Tudi ni navada, da bi se za številko pojavila pika ali kakšnokoli drugo ločilo, saj je v tem primeru, v tem zapisu jasno, da gre za zapis datuma in za tako tudi pomen datuma. Zdaj, kot ste verjetno slišali med mojo predstavitvijo, sem tudi jaz izgovorila 6th of December, kar ni zapisano, ni vidno iz zapisa, vendar je tako normativni izgovor že zadan in je že vključen v tem zapisu. In zato je potem ta navedba first, second že redundantna. Vidim, da tudi Marija pozdravlja. No, če ni kakšnih drugih vprašanj, se bomo pa vrnili nazaj na predstavitev in na to vejici podobno ločilo, ki dela tako maternim govorcem kot tudi drugim govorcem angleškega jezika kar precejšnje preglavice.
Če v angleščini poskušamo iz samostalnika narediti svojilni pridevnik, kot vidimo v prvem primeru, kjer poskušamo povedati, da je to ta kost od psa, se pravi od psa, lahko v angleščini uporabimo enostavno apostrof in končnico s in tako iz besede pes naredimo svojilni pridevnik in tako označimo, da ta kost je last psa. To je seveda nekaj, kaj verjetno ste se naučili že v osnovni šoli in že vsak dan pridno uporabljate, vendar pa vam sedaj tukaj v tej predstavitvi, v tem seminarju poskušam olajšati delo, saj se pri uporabi prav tega apostrofa pojavljajo kar nekatere težave. Recimo, če se besede, množinske besede končajo na s, mi pa iz njih želimo narediti svojilni pridevnik. Tako recimo, kot v drugem primeru, če poskušamo povedati, da so to zaslužki nogometašev, lahko na koncu besede, ki se konča na s, enostavno naredimo apostrof in tako nakažemo, da gre tukaj za svojilni pridevnik. In potem dodatna navedba s-ja, končnice s, še ena navedba s-ja ni potrebna. Enako velja tudi za svojilne pridevke, če se nanašamo na osebe, se pravi, če hočemo povedati, kot vidimo v tretjem primeru, da so to Andrejevi ključi, lahko za besedo Andrej enostavno naredimo apostrof in dodamo končnico s. Če pa hočemo povedati, da je to Denisov avto, pa za besedo Denis naredimo apostrof in ne potrebujemo več nobene druge končnice. Največ težav se pa tudi maternim govorcem pojavlja prav pri svojilnih zaimkih. Recimo, če hočem povedati, da je nekaj tvoje, da je to tvoj avto, bom uporabila besedo your ali pa njihov their. Vendar pa tukaj se pojavljajo največ težav prav zaradi možnosti okrajšav besed oziroma sklopa besed you are, they are, ki ga angleščina omogoča z pomočjo apostrofa. Se pravi, možno je tvoriti besedo ti si kot eno besedo z uporabo apostrofa, s tem, da besedo are skrajšamo in jo priključimo besedi you. Se pravi, lahko uporabimo you are, your, they are, their, oni so. In te besede večkrat se lahko zamenjajo z skoraj enako zvenečo, vendar pomensko zelo različno besedo their. Se pravi, jaz lahko rečem their car, njihov avto, ali pa they are sitting in a car, oni sedijo v avtu. Tako da lahko sedaj pri sestavi besedil lahko uporabljate ta seminar in se tako izognete dvomnosti. Pa nadaljujemo, če smo že pri ločilih, z vam verjetno bolje poznanimi ločili, kot sta vejica in pa podpičje. Pa se najprej pomudimo nekaj časa pri vejici in vejica se v angleščini uporablja enako kot v slovenščini, se pravi, oziroma ima podobno funkcijo kot v slovenščini, se pravi, da ločuje različne elemente v stavku. Tako brez uporabe vejic lahko ljubeča mati, ki ima rada kuhanje svoje otroke in svojega psa, postane krvoločna ženska, ki ima zelo rada kuhanje svojih otrok in svojega psa. Seveda, šalo na stran, v tem primeru je res videti, kako lahko nekaj tako preprostega, kot je vejica, spremeni celoten pomen stavka. Zato vidimo v naslednjem pravilno označenem primeru, da vejice ločujejo različne elemente v stavku in tudi skupke pomenskih enot. Se pravi, v naslednjem stavku vidimo, da I met Mike on the corner, Majka sem srečal na vogalu, vejica. We walk to work together,
skupaj smo šla v službo and then he went into his meeting. Nato pa se udeležil svojega sestanka. V tem primeru vidimo, da je prvi element in drugi element, da sta prvi in drugi element ločena z vejico in tako je narejena pomenska razlika in pomenski preskok. V tretjem primeru pa vidimo, da vejice tudi v angleščini ločujejo različna podredja, kot recimo v primeru when I went running, I saw a friend. Ko sem šel tekati, sem videl prijatelja. V tem primeru glavni stavek I saw a friend je ločen od pomožnega stavka when I went running, ko sem šel tekati, tako kot v slovenščini. Vendar pa tukaj se pojavi razlika med slovenščino, če stavek obrnemo, se pravi I saw a friend when I went running, videl sem prijatelja, ko sem šel tekati. V slovenščini bi bila vejica ohranjena pred ko, v angleščini pa ta vejica ni več potrebna. Še ena razlika, na katero vas moram opozoriti, je, da v angleščini vejica tudi v podrednih stavkih ne stoji vedno na enakih mestih oziroma sploh ni potrebna, če se uporablja beseda that. Se pravi, she stated that she was happy with the meeting. Rekla je, da je bila zadovoljna s sestankom. V tem primeru bi v slovenščini postavili pred da vejico, vendar v angleščini tukaj vejice ni. No, pa se pomaknimo naprej na podpičje in pri tem, kjer je podpičje, je sorodno vejici, se pravi, je ločilo, ki ločuje različne elemente v stavku, vendar pa ima bolj končen pomen kot vejica, vendar je manj stroga kot pika. Se pravi, če pogledamo naslednji primer, kjer sta dva pomensko povezana, vendar slogovno ločene povedi, I love New York, ljubim New York, it's full of variety, je zelo raznolik. Te dve povedi sta pomensko povezani, vendar sta ločeni s podpičjem, zato je narejena nekakšna pregrada med njima. Hkrati pa je to še vedno en stavek. No, s podpičjem se pa v prevajalski agenciji srečamo predvsem v prevodih pogodb ali kakšnih daljših besedil, kjer so navedeni seznami nekakšnih dejanj ali obveznosti. Vendar pa pri tem je še vedno, ne glede na dolžino stavka in uporabo ločil, so to še vedno stavki, zato sledijo normalnim stavčnim razporeditvi, se pravi, normalnim pravilom za sestavo stavkov. Se pravi, začnejo se z veliko začetnico, the meeting was full of local business owners. Se pravi, sestanka se je udeležilo dosti lokalnih imetnikov podjetij, nato je narejeno dvopičje in potem sledijo navedbe, daljše ali krajše navedbe, ki so ločene z podpičjem. Hkrati pa v samih navedbah je lahko tudi več drugih ločil, kot recimo vejice ali pike, ali pa celo pike. Se pravi, John the baker, John pek in Tiffany the butcher, Tiffany mesarka, Samuel cvetličar in Jeffrey policist. Vse te navedbe so ločene same navedbe z vejicami, nato pa še enkrat ločitev med navedbami pa je ločena z podpičjem. No, pa smo prišli že do tretjega, zadnjega razdelka naše te predstavitve, tega seminarja, pa da se še enkrat hitro obrnem k komentarjem, povedim, da tokrat ni vprašanj, tako da lahko kar začnemo uporabljati ta znanja, ki smo jih sedaj obnovili na praktičnem primeru, se pravi na sestavi dopisa v angleškem jeziku. Pri tem se pojavlja seveda kar nekaj težav in tudi razlik z slovenskim jezikom, zato ker bomo kar začeli.
Prav pri pozdravu se že postavijo prva vprašanja, kjer je za razliko od slovenščine, kjer uporabljamo pozdrave pozdravljeni, spoštovani, in na kar vas je včeraj Ana opozorila, da je nagovor dragi, ni uraden nagovor in ni primeren za poslovno komunikacijo, pa vam sedaj jaz pokažem primere angleškega nagovora, v katerih se uporablja prav ta dragi, dear. Se pravi, to je v angleščini uradni nagovor, ki se uporablja tako v poslovni kot tudi v osebni komunikaciji. In se pravi, najbolj idealen nagovor, če poznamo ime in priimek oziroma tudi osebne informacije in imamo stik z našim sogovornicom oziroma naslovnikom, se uporablja nagovor Dear Mr. John Smith ali Dear Mrs. Jane Smith. Tukaj bi vas opozorila, da v angleščini obstajajo različne vrste nagovorov za naslovnike za ženske, se pravi, lahko jih nagovorimo kot Mrs. Jane Smith, tako kot mi imam v prvem primeru, kar pomeni gospa in se tudi uporablja v večini primerov. Lahko pa uporabimo besedo Mrs., ki označuje poročeno starejšo žensko, ali pa Miss, ki označuje mlajšo neporočeno žensko. Ker pa seveda v poslovni komunikaciji večinoma teh osebnih informacij nimamo, pa je najboljše res, da izberemo kar nagovor Miss, se pravi MS, ki pomeni gospa, in se tako izognemo tem nevšečnostim. Pojavljajo se pa lahko pri nagovorih tudi druge težave, kot sem ravno videla, ko sem dobila v svoj nabiralnik danes zjutraj že prvo povpraševanje. Se pravi, kaj pa se zgodi, če mi imena naslovnika ne poznamo? Ali če ne vemo točno, na koga se naslavljamo ta dopis. Pri nas lahko uporabimo v slovenščini, lahko uporabimo enostavno zapis pozdravljeni, spoštovani. V angleščini pa žal takšnega neosebnega nagovora ni, zato uporabljamo, če res ne poznamo osebe, na katero se naslavljamo ta dopis, uporabimo nagovor Dear Sir or Madam. Se pravi, dragi gospod ali gospa. Vseeno pa v angleščini obstaja tendenca čim bolj osebnega odnosa, zato če je le mogoče, uporabimo nekakšen bolj osebni nagovor, kot je recimo Dear colleagues, dragi kolegi, Dear members of the committee, dragi člani odbora, Dear members of X department, dragi člani oddelka X. Tako se vsaj malo bolj navežemo na kakšen stik in nakažemo, da želimo se nasloviti res njih, ne samo neke osebe. Zadnja stvar, na katero bi vas pri tem rada opozorila, je tudi, da predvsem zdaj v tem modernem času, kjer smo bolj ozaveščeni glede spolov in glede prezentacije spolov, pa moramo biti tudi malo bolj previdni pri uporabi teh besed, kot je recimo Mr. Mrs. Če recimo za katerega naslovnika ne poznamo njenega spola, kot recimo če vemo, da naslavljamo osebo Casey Woodley, se lahko ime Casey uporablja tako za ženske kot za moške in zato je bolje, da se nevšečnostim in nesporazumom izognemo in tako ne uporabimo in pri nagovoru ne uporabimo spola. Se pravi, napišemo enostavno preprosto Dear Casey Woodley. Sedaj pa pogledamo, kako bo to v praksi izvedeno. Kot vidimo v spodnjem primeru, kjer govorim o izvedbi, o formi, se pravi, napišemo nagovor Dear Mr. John Smith. Za nagovorom je treba postaviti vejico, klicaj ali pa celo piko in naslednji odstavek se potem začne z veliko začetnico, če smo postavili piko ali klicaj. Če pa smo postavili vejico, pa se začne z malo začetnico. V tem primeru pa je angleščina mnogo bolj svobodna kot slovenščina in veliko ljudi v tem primeru, kljub temu, da so za nagovorom postavili vejico, vseeno v
prvem odstavku samega jedra uporablja veliko začetnico. To pa je zato, ker nekako pomensko ločijo nagovor kot ločeno enoto, ki je sam nagovor, ki ni povezana z vsebino, in na to ločijo tudi vsebino s tem, da jo začnejo z veliko začetnico. Bolje je v tem primeru seveda uporabiti malo začetnico in tako pisati skladno z slovničnimi pravili, vendar pa sam zapis veliko začetnico ni napačen. No, zdaj, ko smo govorili o začetku uradnega dopisa, pa se moramo pogovoriti tudi o tem, kako ga bomo zaključili. V angleščini je dostikrat so uradni zapisi dostikrat zaključeni tako, da se z enim zaključnim stavkom, ki odpirajo pot za nadaljnjo komunikacijo, kot recimo stavek I look forward to hearing from you shortly, se pravi, veselim se, da se bomo v prihodnje pogovorili, ali pa da se boste odzvali na moj dopis, kar je recimo zelo uporabljena fraza, predvsem v kakšnih življenjepisih ali pa začetnih prošnjah za sodelovanje. Za tem zaključnim stavkom je potem postavljeno zaključni pozdrav, ki se v zelo uradnih, ki ga lahko enačimo z našim spoštovanjem ali lep pozdrav. Če imamo z naslovnikom zelo uradni, strogi odnos, formalni odnos, potem uporabimo zaključne pozdrave yours faithfully and yours sincerely, pri čemer yours faithfully se uporablja, če je bil naš nagovor dear sir or madam, se pravi, če naslovnikovega imena nismo poznali. Če pa smo se naslovili točno določeno osebo, se pravi, smo uporabljali nagovor dear Mr. John Smith, potem pa zaključimo ta uradni dopis z yours sincerely. Če pa je naš odnos z tem naslovnikom že vzpostavljen in smo v nekakšni poslovni komunikaciji, pa je bolje, da se uporabljajo nekoliko bolj osebni zaključni pozdravi, kot so best kind regards, best wishes and all the best. To so samo nekateri primeri, obstaja še kar nekaj. Za razliko od slovenščine pa je najbolj pomembno pri tem, da se na koncu tega zaključnega pozdrava postavi vejica. In prav na kar vas je že opozorila Ana, prav zaradi tega se v slovenščini pojavljajo napake, saj se je vejica prikradla iz angleščine in zato jo večkrat tudi Slovenci postavljamo za zaključni pozdrav lep pozdrav, kar je pri nas v slovenščini napačno, v angleščini pa je to pravilna rešitev. No, za tem zaključnim pozdravom pa sledi tudi naš zapis in lastnoročni podpis. Na tej prosojnici pa vam imam prikaz razporeditve uradnega dopisa, ki ga lahko vidite, da se vsebuje vaš naslov, datum, na katerega je bil napisan ta uradni dopis, in pa naslov naslovnika. Nato sledi ta pozdrav, ki sem ga prej omenila, se pravi Dear Mr. John Smith. Pri 5. točki vidimo jedro, ki je lahko poljubno dolgo, in pa 6. točka pa je potem ta zaključni stavek, zaključni pozdrav in lastnoročni podpis. Tukaj vas moramo opozoriti, da tudi v angleščini ni nekega normativnega predpisa, ki bi nam povedal, ali mora biti naš naslov in naslovnikov naslov v enaki liniji, ali mora biti en na desni strani ali na levi strani. To je prepuščeno vam in je poljubno, tako da lahko naslove postavite tudi na enako stran
ni treba slediti temu vzoru. No, zadnja stvar, na katero bi vas opozorila, je pa tudi zapis elektronske pošte. Kot vidite, imam tukaj vzorčno elektronsko pismo, ki je naslovljeno prav na Illumeto, in v katerem vidite, da so izpolnjena polja. V prvem polju je to to za, se pravi pomen za komu je ta elektronska pošta naslovljena, elektronsko sporočilo naslovljeno. V naslednjem predelčku je pri meni prazen, vendar CC predalček je namenjen za dodatne elektronske naslove, se pravi, komu želimo to v vednost poslati. Nato sledi zadeva, se pravi subject line, v kateri poskušamo čim bolj jasno in razločno povedati, kaj je vsebina našega sporočila in zakaj naj naslovnik to sporočilo odpre. Nato sledi nagovor, ki sledi enakim predpisom kot uradni dopis, se pravi Dear Miss Ivić z vejico in pa potem jedro zapisa, ki sem ga tukaj začela z veliko začetnico. Tudi tukaj je besedilo zaključeno z zaključnim stavkom I am looking forward to our cooperation, veselim se našega sodelovanja. Nato je prisoten pozdrav kind regards z vejico in pa podpis. Ker pa v elektronskem dopisu seveda ni možen lastnoročni podpis, pa svojo identiteto označujemo z tako imenovano signature block ali elektronsko vizitko, v kateri je navedeno naše ime, naše podjetje, s katerega pišemo, funkcija v podjetju in seveda druge kontaktne informacije. Tako pa smo prišli do zadnje nekoliko temačne misli tega seminarja, kjer citiram angleškega pisatelja Georgea Orwella v njegovem delu 1984, ki je rekel, da but if thought corrupts language, language can also corrupt thought. Se pravi, če naše mišljenje lahko vpliva ali celo uniči naše znanje jezika, potem naše slabo znanje jezika in slabo obvladanje jezika lahko tudi vpliva na naše mišljenje. Zato nekoliko bolj temačno mislijo pa se sedaj zahvaljujem za vašo pozornost, tudi ob tako pozni uri, in pričakujem še, če imate kakšna vprašanja, sem vam seveda na voljo. Drugače pa se poslavljam. Zdaj pa vidim, da trenutno mislim, da več ni vprašanj, tako da to video bo seveda na voljo tako kot vsi ostali Anini video na našem YouTube kanalu in si ga boste lahko ogledali, če se boste kdaj še našli v zagati ali pa nas tudi lahko prosite za pomoč. Nasvidenje.